Dober večer in dobrodošli na gledališko glasbenem večeru z ustvarjalci MGL. Ker brez vas ni nas, smo res izjemno veseli, da ste prišli v tako velikem številu. Zato za začetek res od srca, dragi naši dijaški abonenti in vsi ostali, en prijateljski živjo! Mislim, da dijaki zelo zainteresirano in mogoče na nek način še bolj kot v preteklosti spremljajo gledališče in so fina publika, zmer smo jih veseli, radi za njih igramo, ker so zelo odzivni. Sem ful rada, no, hodim v gledališče, ker mi res to užitek. Ko profesorica v šoli kakšno predstavo svetuje, no, si jo vsakeč gremo gledati, ker so ponovadi res dobre. Tako, če me kakšna predstava pritegne, ali pa če mi kdo reče, da je dobra, pa grem. Najbolj pozitivno je pa to, da zelo lepo gledajo predstave, ne glede na to, kakšna predstava. Imam občutek, da vse to, kar sem v zadnjih časih igral v teh predstavah, vidim, da se za prihodnost ni bati. Na moji gimnaziji mislim, da jih je večina takih, no, da imajo radi gledališče pa umetnost nasploh. Ta predstava danes je bila super, res. Mislim, da imajo igralci tako dober glas, da bi lahko pevci, predvsem tudi pevci, ja. Dobar je bilo, fajn. Musical je ena utečena stvar, ki mora zadostiti svojim zakonitostim. Tale musical Pomladno prebojenje je pa malo drugačen, tudi v tujini že, je v bistvu off-Broadway musical, ni broadwayski, ker je drugačen, je bolj rockovski, je na nek način ne sledi zakonitostim v celoti klasičnega, pocukranega musicala, tudi zgodba je precej tragična. Ni tipično, da v pesmi pojemo da se v pesmi poje o splavu, o posilstvu, o takih negativnih temah, ampak no, vse glih to daje neko drugačnost temu musiclu. Je pa res, da je Pomladno prebojenje nekaj posebnega, ne? Ta predstava je gledališko-glasbeni dogodek in mislim, da glasba nagovarja ne razuma, pač pa srce, ne? Tako da je mogoče za mlade, ki so bolj iskreni in brez mask, to mogoče celo bližje. Ne? Meni so zelo všeč take filozofske, so v bistvu vprašanje o človeški psihi. In tudi, ne vem, to pomladno prebojenje, mogoče, ne vem, probleme mladosti, ne vem, v bistvu predstave, kjer ti sam sebe vidiš, kjer se v bistvu lahko primerjaš z liki in vidiš svoje težave, karkoli, mislim. Vsaka igra je po svoje zanimiva, pa nekaj novega. In se mi zdi čisto prav, da v bistvu smo ljudje inovativni, da delamo nekaj, kar mogoče ostali še niso. In ne vem, koliko je recimo zanimiva igra, doma so tudi zanimiva igra, recimo Pet moških igakov. Vsaka igra je po svoje zanimiva, samo moraš se nekako najti v tej igri, pa se uživeti to, kar gledaš. Na koncu koncev je gledalec tisti, ki se odloči, kaj bo šel gledati, ne? In se mi zdi, da neka mera in tega in unga je dobra, ne? Neko sorazmerje. Zdaj ne vidim tukaj, da je bila Ljubljana oziroma Slovenija v tem kaj posebnega, ne? Mogoče je za nas slovenski prostor to malo bolj bilo novo, ne? Ampak drugod po svetu komercialno gledališče obstaja od nekdaj, ne? Meni se zdi, da je za vsako zvrst gledališča prav, da obstaja in super, da ga imamo v vseh oblikah v Sloveniji in če je znotraj žanra narejen na visokem kakovostnem nivoju, sem jaz popolnoma zadovoljen.